27. septembra 2019 je 19-letni Loren Showers delal kot delavec na gradbišču v Montani. Njegova naloga tisti dan je bila vožnja viličarja na avtocestnem mostu blizu Wilsala. Vreme je bilo jasno, stroji so brneli v ozadju in Loren je bil osredotočen na svoje delo. Le še en mladenič, ki si služi kruh. A nenadoma so se stvari začele zapletati. Kar se je začelo kot še en običajen delovni dan, se je spremenilo v grozljivo nočno moro. Avtomobili, nestrpni na semaforju, so ga začeli nezakonito prehitevati. Most je bil en sam ozek pas, komaj dovolj širok za Lorena in ogromen 6-tonsko viličarja, ki ga je upravljal. Loren se je previdno približal robu, ko se je en avto stisnil mimo, da bi se izognil trku. In takrat se je zgodilo. Krhek rob mostu, ki ni mogel prenesti teže 4-tonskega viličarja, je brez opozorila popustil. Stroj se je nagnil, nato pa začel svoj strašljiv padec. Loren, ki je deloval nagonsko, je poskušal skočiti ven, a se mu je noga zataknila v varnostni pas. Brez moči je visel, medtem ko ga je viličar vlekel po približno 15 metrov dolgem pobočju navzdol. Viličar se je večkrat prevrnil. Vsak udarec je bil oglušujoč tresk kovine in zemlje. Loren je padel na tla živ, a še preden je sploh lahko dojel, kaj se je zgodilo, je ogromna naprava padla nanj in mu zdrobila telo od pasu navzdol. Prizor je bil naravnost grozljiv. Reševalci so hiteli, da bi ga rešili iz mečkanih razbitin, a časa je zmanjkovalo. Kako bi lahko kdo preživel kaj tako nepredstavljivega? Danes bom predstavil 7 šokantnih zgodb o nesrečah na delovnem mestu, ki so se končale z nepredstavljivo grozo. To niso običajne zgodbe o manjših spodrsljajih in neškodljivih napakah. To so najhujše med najhujšimi. Kot vedno priporočamo previdnost pri ogledu. Vrnimo se k Lorenovi zgodbi. Potem, ko ga je pod seboj stisnil viličar, je Loren ostal popolnoma pri zavesti in gledal poškodbe. Kasneje je opisal grozljiv prizor svojih ukleščenih nog in spoznanje, da je bilo vse pod pasom uničeno. Ko so prispeli reševalci, so bili šokirani. Nihče še nikoli ni videl, da bi kdo preživel tako uničujoče poškodbe. Ker se je most zrušil, bo tudi reševanje zelo tvegano. Ruševine so bile nestabilne in obstajala je resnična nevarnost nadaljnjega zrušenja. Čas se je iztekal, a so ga nekako uspeli rešiti in stabilizirati. Ko je Loren prispel v bolnišnico, so zdravniki hitro ugotovili, da nimajo izbire. Njegove poškodbe so bile prehude, da bi rešili spodnji del telesa. Njegova medenica je bila popolnoma zdrobljena. Njegovi nogi sta bili tako hudo zdrobljeni, da ju ni bilo več mogoče rešiti in poškodbe so bile nepopravljive. Da bi mu rešili življenje, so morali opraviti operacijo, znano kot hemikorporektomija, kar je redka in izjemno zahtevna operacija, pri kateri odstranijo vse pod pasom. Ta operacija je tako redka, da večina kirurgov zanjo vele iz medicinskih učbenikov. Zaradi velikih tveganj za izgubo krvi, okužbo in travmo so bile njegove možnosti za preživetje zelo majhne. Toda Loren je kljub vsemu preživel. Operacija je bila uspešna in preživel je poseg. Ko se je zbudil, Loren ni imel nog, medenice ali spolovil, a je bil nekako živ. Namesto da bi obupal, se je odločil prilagoditi. Uporabljal je posebej izdelan protetični sedež in se naučil uravnotežiti svojo težo ter opravljati vsakodnevna opravila. Kljub vsemu je njegova punca Sabja ostala ob njem in na koncu sta se poročila. Skupaj sta našla načine, kako si ustvariti novo življenje. Lorenova zgodba je zgodba o preživetju proti vsem pričakovanjem. A nekatere zgodbe, ki jih boste slišali, nimajo takega srečnega konca. Loren je naša edina preživela. Pojdimo še korak dlje. Kaj se zgodi, ko se starošolsko usposabljanje sreča z novo tehnologijo? To nas pripelje do srhljive zgodbe Kenjija Urade. Kenji Urada je bil 37-letni vzdrževalec v podjetju Kawasaki Heavy Industries v Akashiju na Japonskem. Čeprav so industrijski roboti leta 1981 postajali vse pogostejši v tovarnah, varnostni protokoli še niso obstajali. To je pomenilo, da so imeli vzdrževalci, vključno s Kenjem, omejeno usposabljanje o tem, kako varno ravnati s temi roboti. Tako je tistega usodnega julija Kenji odšel na delo kot vsak drug dan. Tovarna je brbotala od dejavnosti, proizvajala je komponente za industrijske stroje, Kenji pa je bil v samem središču dogajanja. Kenjijeva naloga tisti dan se je zdela rutinska. Proizvodni robot je imel okvaro in potreboval je vzdrževanje.
Običajno bi pravilen postopek vključeval popolni sklop robota, preden bi vstopil. Vendar pa je Kenji iz neznanih razlogov obšel varnostno pregrado. Namesto da bi odprl vrata, kar bi samodejno prekinilo napajanje robota, jih je preplezal in tako nevede pustil robota vklopljenega. Sprva se je zdelo vse v redu. Kenji je pregledoval robota in verjetno ni bil seznanjen z nevarnostjo. Toda medtem ko je delal, so senzorji stroja, ki so bili še vedno aktivni, napačno zaznali njegovo prisotnost. Robot je Kenjija zamenjal za del proizvodne linije. Nenadoma se je njegovo mehansko roko premaknilo in oživelo z nečloveško natančnostjo. Preden je Kenji lahko reagiral, ga je roka zgrabila in pritisnila ob bližnji brusilni stroj. Prizor je v trenutku postal grozljiv. Z mrzlo, nečustveno natančnostjo je robotska mehanska roka zgrabila Kenjija in ga silovito pritisnila ob bližnji brusilni stroj. Udjet in brez možnosti pobega je bilo njegovo telo zdrobljeno pod neusmiljenimi gibi stroja. Si lahko predstavljate, da delate na mestu, kjer stroji, na katere se zanašate, ne ločijo med človekom in delom stroja? Kolegi so pritekli na pomoč in panično pritiskali gumbe za izklop v sili, vendar nič ni pomagalo. Tovarno je napolnil zvok težkih strojev, ki so preglasili Kenjijevo kričanje. V nekaj trenutkih je umrl. Po incidentu so preiskovalci poskušali ugotoviti, kaj je šlo narobe. Ugotovili so, da je Kenji preskočil nekatere varnostne korake, verjetno zato, da bi popravilo končal hitreje. A večji problem je bila odsotnost ustreznih varnostnih mehanizmov. Takrat stvari, kot so zaklepanje robotov ali ograjevanje med vzdrževanjem, niso bile standardna praksa in Kenji je žal postal žrtev sistema, ki ni bil zasnovan tako, da bi ščitil delavce pred stroji, s katerimi so delali. Kenjijeva smrt je zdaj znana kot prvi zabeležen primer, ko je robot ubil človeka na Japonskem. Toda nekaj let prej se je nekaj podobnega zgodilo v Združenih državah Amerike. To je zgodba Roberta Williamsa. Bil je 25. januar 1979. Robert je bil takrat 25-letni delavec v Fordovem livarskem centru v Michiganu. Tisti dan je delal z ogromnim sistemom za prenašanje delov, ki je bil namenjen premikanju težkih materialov po tovarniškem tleh. Sistem se je zanašal na robotske roke, ki so tehtale več kot tono, da so pobirale dele z visokih skladiščnih regalov. Toda pojavil se je problem. Sistem je začel prikazovati napačno stanje zalog. Kazal je, da so zabojniki polni, čeprav niso bili. Da bi odpravil težavo, se je Robert zlezel v skladiščne regale in ročno pobral dele. Ni bilo prvič, da je kdo uporabil to bližnjico. Roboti so bili pogosto počasni in delavci so bili vajeni posegati, da bi prihranili čas. Toda medtem ko je Robert delal, se je ena izmed robotskih rok nenadoma premaknila. Roka se je z mehansko natančnostjo zamahnila in Roberta zadela naravnost v glavo. Udar je bil katastrofalen in ga je takoj ubil. Njegovi sodelavci so potrebovali skoraj 30 minut, da so ugotovili, da je nekaj narobe in našli njegovo telo. Preiskava je kasneje razkrila nevarnosti sistema. Ni bilo nobenih alarmov ali senzorjev, ki bi opozorili delavce, ko se je robotska roka pripravljala na premik, in nobenih pregrad, ki bi ločevale ljudi od strojev. Delavci so domnevali, da roboti ne bodo predstavljali nevarnosti, dokler bodo previdni. Toda robot, zasnovan za učinkovitost, Roberta ni videl kot osebo, temveč le kot še en del okolja. Robertova smrt je razkrila kruto resnico o industrijskih nesrečah. Ni zlobe, ni namena, le hladna, mehanska sila. In prav tu naredi te zgodbe tako srhljive. Zdaj pa pustimo svet robotov za sabo in si oglejmo nekaj bolj staromodnega. Naša naslednja zgodba je tragičen primer, ki kaže, kako je lahko človeška malomarnost prav tako smrtonosna kot katerakoli visokotehnološka naprava. To je zgodba o Simonu Jonesu. Simon je bil 24-letni univerzitetni študent iz Sussexa, ki si je vzel premor od študija antropologije. Bil je radoveden glede sveta in strasten zagovornik socialne pravičnosti, pogosto se je udejstvoval v aktivizmu in se zavzemal za pošteno obravnavo delavcev. Simon je imel rad potovanja, spoznavanje novih ljudi in učenje o različnih kulturah, kar se je dobro ujemalo z njegovim študijem. Med premorom od študija se je Simon odločil poiskati priložnostno delo, da bi se preživljal in pridobil nekaj izkušenj iz resničnega sveta. Aprila 1998 je šel v kadrovsko agencijo z imenom Personnel Selection v upanju, da bo našel začasno delo. Dodelili so mu delo na doku Yeomans v Shoramu, kjer bi pomagal raztovarjati tovor z ladij.
Simon ni bil seznanjen s povezanimi tveganji ali s tem, kako nevarno je lahko delovno okolje. Zanj je bil to le način, da zasluži nekaj denarja, medtem ko je načrtoval svoje naslednje korake. A ta odločitev ga je na žalost stala več, kot si je sploh lahko predstavljal. Na svoj prvi dan na pomolu Euroman v Shorehemu je Simon prispel pripravljen na delo. Verjetno je mislil, da bo to preprosta služba, samo razkladanje tovora z ladij, način, kako hitro zaslužiti nekaj denarja. Toda to ni bilo običajno delovno mesto. Simonovo delo ni bilo upravljanje strojev. Namesto tega je delal v tovornem prostoru ladje, blizu ogromnega 2 toni težkega mehanskega prijemala, ki ga je upravljal nekdo zunaj. Toda pristanišče je bilo nevaren kraj, poln ogromnih strojev, težkega tovora in nenehnega dogajanja. To je bil kraj, kjer je ena sama napaka lahko stala življenja. Simon je bil dodeljen za delo v skladišču ladje. To je pomenilo, da je moral iti globoko v zaprt prostor, kjer so nalagali in razkladali tovor. Nad njim so uporabljali mehansko prijemalo za premikanje velikih količin tovora. S tem strojem ni mogel delati kar vsak. Za razumevanje njegovih gibanj, nevarnosti in varnega dela v njegovi bližini so bili potrebni usposabljanje in izkušnje. Toda Simon ni imel tega usposabljanja. Nihče ga ni seznanil z nevarnostmi ali kako ostati varen. Nihče mu ni dal čelade ali kakršnekoli zaščitne opreme. Poslali so ga naravnost v eno izmed najbolj nevarnih območij pristanišča, popolnoma brez priprave. Popolnoma. Delo tisti dan je zahtevalo, da prijemalnik dvigne tovor iz ladijskega skladišča. Simon je delal neposredno na njegovi poti, vendar se nihče ni ustavil in pomislil, kaj bi se lahko zgodilo. Morda so upravljavci domnevali, da Simon ve, kaj počne, ali pa sploh niso opazili, da je tam spodaj. Kakorkoli že, niso bili sprejeti nobeni ukrepi za zagotovitev njegove varnosti. Potem se je zgodilo nepredstavljivo. Ogromen prijemalnik, ki ga je upravljal nekdo zunaj ladijskega skladišča, se je aktiviral, medtem ko je bil Simon še vedno notri. Začel je svojo običajno rutino, premikal se je s hladno, mehansko natančnostjo. Toda tokrat na njegovi poti ni bil le tovor, temveč Simon. Kovinske čeljusti prijemala so se spustile nanj in ga v trenutku zdrobile. Sila je bila nepredstavljiva in nihče ni mogel pravočasno storiti ničesar, da bi jo ustavil. Delavci v bližini so lahko le z grozo opazovali, kako je stroj opravljal svojo programirano nalogo, ne da bi se zavedal, da je pravkar vzel življenje. Prizor je vse pustil brez besed. Reševalci so prispeli in našli Simonovo truplo ter delovno mesto, ki ga je popolnoma pustilo na cedilu. Preiskave so razkrile, kako zelo je sistem odpovedal. Simon ni bil usposobljen, ni bil opozorjen in ni bil zaščiten. Postavili so ga v enega najbolj nevarnih delov pristanišča, brez kakršnihkoli varnostnih ukrepov, ki bi jih pričakovali pri tako tveganem delu. Ni bilo nobenih alarmov, ki bi opozorili, ko se bo grabilec vsak hip premaknil. Nihče ni preveril, ali je bilo varno, da je Simon v ladijskem skladišču. Ni šlo le za tragično nesrečo, ampak za popoln izostanek odgovornosti. Simonova smrt se ni bi smela zgoditi. To je bil rezultat malomarnosti, delovnega mesta, ki je dajalo prednost hitrosti in učinkovitosti pred osnovno varnostjo, ter sistema, ki je obravnaval priložnostne delavce, kot da so potrošni material. Škandal, ki je sledil Simonovi smrti, je šokiral javnost in povzročil val ogorčenja ter zahteve po pravici. Postalo je jasno, da Agencija za zaposlovanje, Personnel Selection in Euromun, podjetje, ki je upravljalo pristanišče, niso uspeli zaščititi Simona. Euromun je bil kaznovan s 50.000 funtov zaradi kršitve predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je bila kazen, za katero je veliko ljudi menilo, da je premajhna za tako resen spodrsljaj. Simonova družina, strta zaradi njegove smrti, je začela kampanjo Simon Jones Memorial, da bi si prizadevala za boljša varnostna pravila in razkrila podjetja, ki ogrožajo delavce. Žal njegova smrt ni bila zadnja v nizu takšnih tragedij. Naša naslednja zgodba nas popelje na 16. avgust 2012, kjer je še en mlad delavec, prav na svoj prvi dan na novi službi, postal žrtev, tako kot Simon. To je zgodba o Daju Davisu. Day Davis je bil 21-letni mladenič, poln upanja in pripravljen začeti novo poglavje v svojem življenju. Pravkar je bil zaposlen prek kadrovske agencije kot začasni delavec v tovarni za stekleničenje Bacardija v Jacksonvillu na Floridi. Tako kot mnogi, ki začenjajo svojo pot, je Day iskal reden dohodek in priložnost, da si ustvari boljšo prihodnost. Dobil je službo in 16. avgusta 2012 je Day prišel v tovarno na svoj prvi delovni dan. Tovarna je bila živahen kraj.
poln zvokov strojev in nenehnega premikanja steklenic ter škatel. Eden ključnih strojev v tovarni je bil paletizator, ogromen kos opreme, ki je pakiral in zlagal zaboje ruma na palete za pošiljanje. Naloga paletizatorja je bila preprosta, a pomembna. Skrbel je za učinkovito delovanje proizvodne linije. Vendar je bil stroj že dolgo problematičen. Polomljene steklenice so pogosto polile rum po transportnih trakovih, zaradi česar so postali lepljivi in so se pogosto zatikali. Ti zastoji so bili vztrajen problem, ki ga leta niso odpravili. Dajeva naloga tisti dan je bila pomagati pri čiščenju okoli proizvodne linije. Preprosto delo, kaj ne? Toda prav tisti dan se je paletizator spet zagozdil zaradi lepljivih transportnih trakov in polomljenega stekla. Kot varnostni postopek bi moral operator izvesti zaklepanje in označevanje, kar pomeni popolni sklop stroja in zaklepanje, da bi preprečili ponovni zagon med tem, ko nekdo dela v njegovi bližini. Kar se je zgodilo potem, je bilo prava nočna mora. Preiskovalci so kasneje razkrili, da je bil ključen varnostni korak izpuščen. Kaj misliš, da se je zgodilo? Kot del svojih čistilnih nalog je bil Day poslan pod paletizator, da počisti razbito steklo in rum. Ta naloga je pomenila, da se je moral skloniti pod težko napravo in bil popolnoma izpostavljen njenim gibom. Medtem ko je Day delal, sta operater in nadzornik končala s čiščenjem zastoja. Ker sta mislila, da je območje prosto, sta ponovno zagnala paletizator, ne da bi vedela, da je Day še vedno spodaj. Stroj je znova oživel. Paletizator se je začel spuščati z mehansko natančnostjo neposredno nad Dayem. Zdaj vam moram povedati, da sta paletizator in zložene škatle ruma, ki jih je nosil, tehtali več kot 900 kg. Za primerjavo, to je približno teža majhnega avtomobila, ki pritiska na eno osebo. Day, ki je bil še vedno pod strojem, ni imel časa za reakcijo. Sila stiska je bila nepredstavljiva. Ko so njegovi sodelavci slišali njegove krike in pritisnili gumb za izklop v sili, je bilo že prepozno. Day je bil pod strojem smrtno zdrobljen. Kar bi moral biti preprost delovni dan, se je spremenilo v grozljivo tragedijo. Preiskovalci so bili poklicani, da ugotovijo, kaj je šlo narobe, in ugotovitve so bile zaskrbljujoče. Postopek zaklepanja in označevanja, ki bi lahko rešil Dayevo življenje, je bil popolnoma prezrt. V naglici, da bi ohranili produktivnost, so ta ključni korak izpustili. Dolgotrajne težave z zatikanjem v paletirniku so bile prav tako znana težava, vendar podjetje nikoli ni ustrezno ukrepalo za njihovo odpravo. Namesto tega so se zanašali na začasne delavce, kot je Day, da so čistili nered, ki so ga povzročale te ponavljajoče se okvare. Uprava za varnost in zdravje pri delu, OSHA, je podjetju Bacardi izrekla kazen v višini $192,000 zaradi večkratnih kršitev varnosti. Vendar pa je bila po pogajanjih kazen znižana na $110,000. Smrt Daya je postala še en primer tega, kaj se zgodi, ko je varnost žrtvovana zaradi hitrosti. Toda hitrost ne pomeni učinkovitosti. Toda nisi so vse nevarnosti na delovnem mestu posledica malomarnosti ali strojev. Včasih so tveganja že v sami naravi dela. Nasilje je nasilje, ne glede na to, ali prihaja od človeka, stroja ali celo živali. Le malo nesreč na delovnem mestu je bilo bolj znanih kot naša naslednja zgodba. Steve Irwin je bil človek, ki so ga poznali in imeli radi po vsem svetu. Rojen leta 1962 v Avstraliji, je odraščal obkrožen z živalmi. Njegovi starši so imeli majhen park za plazivce in že od malih nog se je Steve učil ravnati s krokodili, kačami in drugo divjadjo. Steve je imel nalezljivo navdušenje in izjemno karizmatično osebnost, zaradi česar je postal svetovna ikona. Postal je slaven zaradi svoje televizijske oddaje Lovec na krokodile, kjer je prikazoval svoja drzna srečanja z nekaterimi najnevarnejšimi živalmi na svetu. Do leta 2006 je bil Steve eden najbolj prepoznavnih obrazov na področju varstva narave. Zgradil si je kariero s tveganjem, od borbe s krokodili do reševanja strupenih kač, vedno z nasmehom in svojim značilnim vzklikom "Krajki". Ljudje so občudovali ne le njegovo pogum, ampak tudi globoko spoštovanje do divjih živali. Nevarnost je bila del njegovega dela, vendar je to tveganje sprejel v imenu izobraževanja in ohranjanja narave. 4. septembra 2006 je Steve snemal nov dokumentarec z naslovom Ocean's Deadliest. Projekt se je osredotočal na nevarna morska bitja in so ga snemali ob obali Queenslanda v Avstraliji. Tisti dan je ekipa snemala v plitvi vodi in zajemala posnetke morskega življenja za dokumentarec.
Med iskanjem zanimivih živali za snemanje so naleteli na veliko skatovko, ki je počivala na morskem dnu. Skatovke so nasplošno krotka bitja in redko predstavljajo nevarnost za ljudi, razen če se počutijo ogrožene. Za Steva se je to zdelo kot mirno in rutinsko srečanje v primerjavi s krokodili in strupenimi kačami, s katerimi je bil vajen ravnati. Steve se je odločil približati skatovki, da bi jo posnel od blizu. Kot vedno se je premikal previdno in skušal ne prestrašiti živali, vendar se je med interakcijo lahko zgodilo, da se je skatovka počutila ogroženo ali ujeta v kot. V delčku sekunde je zamahnila z repom in Steva večkrat zadela v prsi s svojim strupenim bodcem. Člani posadke so pohiteli, da bi ga potegnili na čoln, vendar je bila škoda že narejena. Umrl je v nekaj minutah. Celoten dogodek je bil posnet s kamero, vendar posnetek na željo njegove družine nikoli ni bil javno objavljen. Šok se je razširil po vsem svetu. Steve Irwin je rokoval z nekaterimi najbolj smrtonosnimi plazilci na svetu, pogosto z izrazito teatralnostjo, zato so ljudje mislili, da bi se mu lahko kaj zgodilo le zaradi krokodila ali strupene kače. Ampak skat. Smrtni primeri zaradi skata so izjemno redki. V Avstraliji je bila pred njegovo smrtjo zabeležena le še ena smrt, povezana s skatom. Izliv žalosti je bil ogromen. Milijoni oboževalcev so žalovali za njegovo izgubo in se ga spominjali ne le kot drznega pustolovca, ampak kot človeka, ki mu je bilo resnično mar za živali, s katerimi je delal. A vendar je tudi sredi te žalosti njegova smrt sprožila nenavadno maščevanje proti skatovom. V tednih po incidentu so ob avstralski obali našli več 10 pohabljenih skejtov v zgrešenem maščevanju. Družina Steva Irwina je obsodila ta dejanja in opomnila svet, da je Steve svoje življenje posvetil zaščiti živali in si nikoli ne bi želel, da bi jim kdo škodoval. Smrt Steva Irwina je bila edinstvena delovna tragedija. Zanj je bila divjina njegova pisarna in vedno se je zavedal tveganj, ki so bila s tem povezana. A nihče ni mogel predvideti takšnega izida zaradi živali, ki je tako redko povezana z nevarnostjo. Medtem ko zgodba Steva Irwina prikazuje, kako nepredvidljiva je lahko narava, naša naslednja zgodba prikazuje, kako lahko tudi ljudje naredijo smrtonosne napake. To je zgodba o moškem, pištoli in sinu Brucea Leea. Ste zmedeni? Naj razložim. Brandon Lee je bil sin Brucea Leea, slavnega mojstra borilnih veščin, vendar si je Brandon v 90-ih letih že utiral svojo pot v Hollywoodu. Želel je dokazati, da je več kot le sin Brucea Leea. Brandon je bil nadarjen, karizmatičen in imel je svetlo prihodnost pred seboj. Leta 1993 je dobil glavno vlogo v filmu Vran, temačnem filmu o moškem, ki ga umorijo in se vrne od mrtvih, da bi se maščeval. Ta vloga je bila velik trenutek za Brandona in bi ga lahko izstrelila med zvezde. Film je bil drzen in vznemirljiv, s silovitimi akcijskimi prizori in srhljivimi vizualnimi učinki. Toda v zakulisju stvari niso potekale tako gladko in ena napaka med snemanjem bi spremenila vse. 31. marca 1993 je Brandon snemal pomemben prizor. V njem njegov lik vstopi v sobo in ga ustreli drug igralec z revolverjem. Bil je to dramatičen trenutek, ki je bil osrednjega pomena za zgodbo in kot vsi prizori s strelnim orožjem v Hollywoodu bi moral biti skrbno zrežiran. Pištola, uporabljena v prizoru, je bila napolnjena s slepimi naboji, ki ustvarijo zvok in blisk strela, ne da bi izstrelili pravo kroglo. Vse se je zdelo rutinsko in nihče ni pričakoval, da bi lahko šlo kaj narobe. Kar ekipa ni vedela, je bilo to, da je imel revolver smrtonosno napako. Med prejšnjim prizorom je bil ista pištola napolnjena z lažnimi naboji, ki so videti kot pravi, vendar nimajo smodnika. Običajno se uporabljajo za bližnje posnetke, kjer so naboji v bobnu vidni. Eden od teh lažnih nabojev se je zataknil v cevi pištole, kar je stanje znano kot zatik naboja v cevi. To bi morali opaziti med temeljitim pregledom, vendar niso. Ko so pištolo napolnili s slepimi naboji za Brandonov prizor, je ekipa nevede pripravila teren za katastrofo. Slepi naboji ne vsebujejo krogle, vendar še vedno ustvarijo dovolj sile, da izstrelijo vse, kar je zataknjeno v cevi. Ko je bil sprožilec pritisnjen, je slepi naboj izstrelil in potisnil zataknjeno lažno kroglo iz cevi s smrtonosno hitrostjo. Izstrelek je zadel Brandona v trebuh in povzročil katastrofalne notranje poškodbe. Sprva nihče na prizorišču ni razumel, kaj se je zgodilo. Brandon je padel na tla, kot je bilo v scenariju, vendar ko ni vstal, je ekipa ugotovila, da je nekaj narobe. Izbruhnil je kaos, ko so ljudje hiteli, da bi mu pomagali.
Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so zdravniki neutrudno delali, da bi mu rešili življenje. Žal je bila škoda prehuda. Brandon Lee je tisti dan umrl pri komaj 28 letih. Preiskave so hitro razkrile niz napak, ki so privedle do usodne nesreče. Strokovnjak za orožje na snemanju tisti dan ni bil prisoten, varnostni protokoli za ravnanje s pištolo pa so bili zanemarjeni. Preprost pregled bi lahko razkril zamašeno cev, vendar je bil zaradi naglice pri produkciji spregledan. Po Brandonovi smrti so bile dane obljube o reformah. Hollywood je zaostril nekatera varnostna pravila za ravnanje s strelnim orožjem na snemanjih, a žal se te lekcije niso prijele. Leta kasneje so se zgodile podobne tragedije, kot je bilo streljanje leta 2021 z Alekom Baldwinom na snemanju filma Rust, kjer je življenje izgubila snemalka Halina Hutchins. Ti incidenti so dokazali, da do varnostnih napak še vedno prihaja, kadar se ustrezni previdnostni ukrepi prezrejo. Nesreče na delovnem mestu so lahko zelo različne. Včasih gre za nesrečo, včasih za malomarnost, včasih pa za nekaj veliko bolj namernega, kar razbije iluzijo varnosti na delovnem mestu. 26. avgusta 2015 sta bila med jutranjim prenosom v živo v Virginiji novinarka Alison Parker in snemalec Adam Ward na Bridgewater Plazi v Maneti v Virginiji. Alison, energična. 24-letna novinarka je v živo opravljala intervju z Vicky Gardner, lokalno poslovno vodjo. Adam, star, 27 let je bil za kamero in je vsak trenutek ujel s svojo običajno profesionalnostjo. Za televizijsko ekipo se je zdelo, da gre za še eno rutinsko nalogo pri poročanju o zgodbi iz skupnosti. Oddaja se je začela kot vsaka druga, z Alison, ki se je nasmehnila in prijazno začela pogovor s svojim gostom. Adamova kamera je popolno zajela prizor in prikazala živahen trg za njima. Toda ko je Alison zastavila naslednje vprašanje, se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Moški se je pojavil od nikoder. Brez kakršnega koli opozorila je začel streljati. Prvi streli so vse prestrašili. Alison je zakričala in stekla, njen mikrofon je padel na tla. Adamova kamera se je prevrnila, ko je tudi on poskušal reagirati. Toda bilo je prepozno. Alison in Adam sta bila večkrat ustreljena, medtem ko so njuni sodelavci v nadzorni sobi v grozi opazovali dogajanje. Tudi gledalci doma so bili priča kaotičnemu prizoru, preden je prenos nenadoma prekinil. Napadalec je bil Vester Lee Flanagan, 41-letni nekdanji televizijski uslužbenec, ki je na postaji delal pod televizijskim imenom Bryce Williams. Flanagan je bil leta 2013 odpuščen zaradi nestabilnega vedenja in konfliktov s sodelavci. Skozi leta je njegova jeza naraščala in za svoj položaj je krivil Alison in Adama. Napad se s tem ni končal. V dejanju premišljene krutosti je Flanagan snemal streljanje iz svojega zornega kota in kasneje posnetek objavil na družbenih omrežjih. Čeprav vam video posnetka seveda ne bom pokazal, se je hitro razširil po spletu. Mnogi so sprva mislili, da gre za nekakšno potegavščino, saj se je ideja o umoru, predvajanem v živo po televiziji, zdela preprosto neverjetna. A ni bilo tako. Bilo je resnično in resničnost je bila ogabna. Ta zgodba je bila opomnik, da se lahko nasilje na delovnem mestu zgodi kjerkoli, tudi v okoljih, kjer se ljudje počutijo varne. Za tiste, ki so poznali Alison in Adama, je bila njuna izguba globoko osebna in je svetu predstavljala strašljiv opomnik o krhkosti varnosti. Do zdaj smo govorili o posameznih tragedijah in ciljanih napadih, kaj pa nesreče v ogromnem obsegu. To je zgodba o Rani Plazi. Rana Plaza je bila 18-stropna poslovna stavba v Dhaki, Bangladeš. Zgrajena je bila leta 2006 in je gostila več tovarn za proizvodnjo oblačil, ki so izdelovale oblačila za velike mednarodne blagovne znamke, kot so Primark, Walmart in Benetton. Tisoče delavcev, večinoma žensk, je v stavbi delalo dolge ure in šivalo oblačila, ki so jih nato prodajali v trgovinah po vsem svetu. Za mnoge od teh delavcev je bila ta služba njihova rešilna bilka. Zagotavljala jim je majhen, a nujno potreben dohodek v državi, kjer so bile priložnosti redke. Do aprila 2013 je Rana Plaza postala živahno središče dejavnosti. Toda stavba ni bila namenjena za tovarne. Prvotno je bila zasnovana za trgovine in pisarne, vendar je bila slabo zgrajena in je imela veliko težav. Nadstropja so bila nezakonito dodana, uporabljeni materiali pa so bili slabše kakovosti. 23. aprila 2013 so delavci opazili nekaj zaskrbljujočega. V stena in stebrih stavbe so se pojavile velike razpoke.
Razpoke so bile tako velike, da so oblasti odredile evakuacijo. Trgovine in pisarne v spodnjih nadstropjih pa so se zaprle. Toda za tovarne oblačil v zgornjih nadstropjih je bilo drugače. Lastniki tovarn, ki so bili verjetno pod pritiskom, da izpolnijo proizvodne roke za svoje mednarodne stranke, so vztrajali, da se mora delo nadaljevati. Delavcem so rekli, naj se naslednji dan vrnejo na delo ali pa izgubijo službo. Kljub svojim strahovom so mnogi neradi privolili, saj jih je skrbela brezposelnost. Ni bila upravljena nobena ustrezna preiskava, da bi ugotovili vzrok razpok. Lastnik stavbe je trdil, da je varna, in mnogi delavci so ta zagotovila sprejeli. Brez uradnega pregleda se je na tisoče delavcev vrnilo v stavbo, ki je kmalu postala smrtonosna past. Jutro, 24. aprila 2013, se je začelo kot vsako drugo. Tisoče delavcev je vstopilo v stavbo in zasedlo svoja mesta za šivalnimi stroji, medtem ko so jih nadzorniki spodbujali, naj izpolnijo svoje norme. Toda tik pred 9. uro zjutraj je udarila katastrofa. Stavba je oddala globok, stokajoč zvok, kot da bi se trudila obdržati skupaj. Potem pa je v hipu vse popustilo. Nato je sledil kaos. 8 nadstropij betonskih plošč, jeklenih nosilcev in prepletenih žic se je zrušilo kot kup kart, ki ga podreš. Zvok je bil oglušujoč, gromko rjovenje pokajočega betona in cvileče kovine, pomešano z obupanimi kriki tisočev delavcev v notranjosti. Zrušitev je napolnila zrak z gostim sivim prahom, zaradi česar je bilo težko videti ali dihati. Več kot 3600 ljudi je bilo ujetih pod ruševinami nekdanjega živahnega delovnega mesta. Pridušeni klici na pomoč so odmevali izpod ruševin, prizor popolnega uničenja, posejan z ostanki šivalnih strojev, oblačil in razbitih življenj. To je bila nočna mora, ki je postala resničnost. Zrušitev se je morda zdela nenadna, pa je bila res? Mislim, tiste razpoke v stenah in stebrih so praktično kričale, da se bo nekaj slabega zgodilo. Ni bilo tako, kot da ne bi bilo nobenega opozorila. Mislim, da je to ena tistih situacij, kjer so ljudje ignorirali znake, ker niso želeli verjeti, da se lahko kaj tako katastrofalnega res zgodi. Ali pa jih morda preprosto ni dovolj zanimalo, da bi ukrepali. Ne vem, ampak se res vprašaš, koliko bi lahko preprečili, če bi kdo tiste razpoke vzel resno. Se ti ne zdi? Kakorkoli, kaos, ki je sledil, je trajal več dni. Preživeli, ujeti v ruševinah, so opisovali grozljive trenutke po zrušitvi. Popolna tema, zadušljiva vročina in zvok krikov vse okoli njih. Nekateri so bili ukleščeni pod težkimi tramovi in se niso mogli premikati, medtem ko so se drugi borili za življenje v majhnih zračnih žepih. Mnogi so umrli takoj, za druge pa se je nočna mora vlekla več dni. Reševalna prizadevanja so se začela skoraj takoj, vendar so bila kaotična. Prostovoljci in reševalci, oboroženi le z majhnim orodjem in golimi rokami, so kopali po ruševinah ter prisluškovali šibkim krikom ali trkanju. Predstavljajte si, da ste član ene od reševalnih ekip, pomagate eni osebi, medtem ko slišite za drugo, ki trpi. Za nekatere preživele je bil edini način, da jih rešijo, ta, da so jim odrezali ude, ujete pod betonom, da so jih lahko osvobodili, preden bi podlegli dehidraciji ali okužbi. Ko so se reševalna prizadevanja končala, je število mrtvih preseglo 1100, več kot 2500 drugih pa je bilo hudo ranjenih. Prizor je bil kot iz grozljivke. Ko se je prah začel polegati, so se pojavila vprašanja, kako je lahko prišlo do takšne tragedije. Preiskovalci so bili poklicani, da ugotovijo, kaj je šlo narobe, in ugotovitve so bile obremenjujoče. Stavba je bila zgrajena brez ustreznih dovoljenj, nezakonito dodajanje dodatnih nadstropij pa je preobremenilo njeno konstrukcijo. Se spomniš, kaj sem prej rekel o tem, da v njej ne bi smeli biti obrati? Vibracije težkih šivalnih strojev so dodatno oslabele stavbo, zaradi česar je bil porušitev neizogiben. Kljub jasnim opozorilnim znakom so se lastniki tovarn odločili prezreti tveganja in prisilili delavce, da so se vrnili v smrtonosno past. Katastrofa Rana Plaza je postala svetovni škandal. Velike blagovne znamke so se soočile z intenzivnim nadzorom zaradi zunanjega izvajanja proizvodnje v tovarnah z nevarnimi delovnimi pogoji. Kot odgovor je bil ustvarjen. Bangladeški sporazum o požarni in gradbeni varnosti, ki je obljubil izboljšanje varnostnih standardov v oblačilni industriji. Vzpostavljeni so bili odškodninski skladi za žrtve in njihove družine, čeprav je veliko preživelih prejelo malo ali ničesar.
Zrušitev zgradbe Rana Plaza ni le zgodba o porušeni stavbi, temveč še en opomnik, kaj se zgodi, ko je dobiček pomembnejši od človeških življenj. Takšni dogodki se ne bi smeli nikoli zgoditi, a žal se še vedno dogajajo. Kaj imajo vse te zgodbe skupnega? Ne glede na to, ali gre za zrušitev stavbe, okvaro stroja ali nasilno dejanje. Pokažejo strašno ceno, ki jo plačamo, če zanemarimo varnost in postavimo dobiček ali malomarnost na prvo mesto. Te tragedije nas opominjajo, da se za vsako številko skrivajo resnični ljudje z življenji, družinami in sanjami. In na nas vseh je, da poskrbimo, da njihove zgodbe nikoli ne bodo pozabljene. Kaj misliš o teh tragedijah? Ali jih je mogoče resnično preprečiti, ali so le cena poslovanja? Sporočite mi svoje mnenje v komentarjih spodaj. Želite podpreti kanal? Pridružite se in pridobite ekskluzivne ugodnosti. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Ostanite pogumni in živite pogumno.